Dober dan. Vsak dan je lahko dober, če sta naše počutje in zdravje dobro. Zdravje ni odvisno le od naših naravnih danosti, genov, ki smo jih podedovali, temveč predvsem od našega življenjskega načina. Kaj jemo, koliko se gibamo, koliko alkohola popijemo ali kadimo, ali dovolj in kakovostno spimo, v kakšnem okolju živimo, nenazadnje, ali imamo zadovoljujoče spolno življenje. Torej, kaj ste danes naredili za svoje zdravje? Jutro začnite z raztezanjem rok, vratu, nog in celotnega trupa. Potrebujete le 5 do 10 minut. Nato popijte kozarec nesladkane limonade in zajtrkujte, saj je zajtrk najpomembnejši obrok. Tisti, ki zjutraj ne utegnete oziroma niste navajeni jesti, pojejte vsaj jabolko, jogurt ali kozarec mleka z banano ali kosmiči. Res priznam, zelo slabo skrbim za svojo prehrano. Kljub temu nekako najdem čas. Čeprav, če ne gre v 5 obrokih, gre pa v 3, 4 ali pa malo po malem. Zelo pomembno je, da skrbim za svojo prehrano tudi takrat, ko se vrnem domov. Tam je obilo domače hrane in to je bio in to je meni jem vse sorte sadja in zelenjave. Potem je stane pa malo izbirišna. Bolj to mi take piščančji, purani, ostalo pa ne. Zdi se mi zelo pomembno, da je zdrava prehrana, ampak ta beseda zdrava se mi zdi, da je kar malo zlorabljena, ne. Vsi pravijo, treba je zdravo jesti, ne, ampak nihče pa dejansko ne pove, kaj to pomeni, ne. Zdravo za vas, zdravo za mene, to sta dve različni verjetno zadevi, mogoče čisto popolnoma različni, ne. Skratka, meni se zdi zelo pomembno, da so stvari ekološke v današnjem času. To pomeni, da imajo tudi ekološki certifikat. Namreč jaz gledam na telo kot na neko vrsto sredstvo prevozno, ne, ki ga imamo tukaj na tem planetu in jasno, ne, zdaj v avto je treba dati tudi ta pravo gorivo, ne. Mislim, da telo ni kanta za smeti, tako da je treba tudi ustrezno gorivo dotakati in se pravi temu primerno, se pravi ustrezno prehrano. Ponavadi, ne, tisti, ki pridejo z zelo dobrimi avtomobili, gledajo, ali je izdelek vreden €1,50 ali €1,90, ne. Se pravi, hočem reči, ljudje vse preveč dajejo nase, ne, veliko bolj kot vase, ne. Res je, da je ekološka prehrana nekoliko dražja, ne, in mogoče zato za nekatere tudi malo težje dosegljiva. Ampak tukaj bi bilo potrebno spremeniti kompleten sistem, že v sami osnovi, ne. Namreč, če samo Slovenijo pogledamo, ne, a veste, koliko je obdelovalne površine, ne? Veste, koliko je to ene zemlje, kjer bi se lahko ljudje sami proizvajali, sadili, gojili razne vrste prehrane, ne, tako da mislim, to je sigurno en način, ne, da bi lahko nekdo nekoliko ceneje prišel do kvalitetne, dobre hrane, ne. Imam doma, gojim drobnjak, ne jaz osebno, ne, mi pridejo malo pomagati, ne, tako da moje stanovanje je kar zeleno, moram reči. Drugače pa moji stari starši imajo pa vrt in seveda že, mislim, da približno 40 let
gojijo razne stvari, od sadja do zelenjave. V glavnem pridobivam hrano iz ekotržnice, ki je v Sobotah v Ljubljani, in pa tudi seveda z nekih drugih koncev sadni vrt v Mengešu in pa zeleni zabojček, ki je nam tudi že vsem, se mi zdi, tako kar poznan, ne. Na srečo imamo pa tudi seveda pri nas, bom rekel, domača firma, ne, se pravi naša Proorganika, ne, kjer imamo precej izdelkov ekoloških. Kaj pa gibanje in rekreacija? Zagotovo telesno gibanje in pa zdrava prehrana sta pravi recept za to, da je nekdo postane zdrav, recimo temu, ne. Zdaj, jaz se ogromno ukvarjam tudi poleg športov, ne, različnih, z raznimi vrstami joge, ker se mi zdi tudi to, da je ne samo, da se telo non-stop napenja, ne, mora biti tudi neko raztezanje, na nek način tudi meditacija, telo je treba sprostiti. Tako da kombinacija vsega tega je, se mi zdi, en tak ta pravi način za neko zdravo življenje, recimo. Na prvem mestu je moje zdravje. Da bi dobro poskrbela za svoje zdravje, da bolj ukvarjam s športom. Zelo sem dejavna pri odbojki in odbojki na mivki, pa tudi trenutno ples. Tako da še posebej, ker sem se zdaj vrnila v svoj domači kraj in tam je zelo nepopisna, lepa narava in se velikokrat, ko je že jesen, rada zatekam, zalavfam, pa tudi svojega psa pripeljem, tako da skupaj naužijemo lep dan. Jaz sem športnica. Dobro vem, kaj pomeni alkohol, kaj pomeni cigarete, kaj pomeni slaba prehrana, maščobe, vse to. In jaz temu se odrekam. Po mednarodni raziskavi je slovensko okolje 5. najčistejše na svetu, zato izkoristite danosti. Namesto sedenja pred televizijo z vrečko nezdravih in redilnih prigrizkov, pojdite raje teč ali na sprehod v gozd ter se razgibajte in nadihajte svežega zraka. Vaše telo vam bo hvaležno. Vsak dan. Nasvidenje.